Drage gledalke, spoštovani gledalci, vsak odnos je zrcalo. In zrcalo je tudi to, kako skrbimo za živali. Če skrbimo dobro, je to naša osebna izkaznica, če skrbimo manj dobro, imamo zmeraj možnost, da to popravimo. In če vas mogoče ob pogledu na kakšno stvar stisne pri srcu, s srcem za živali se naj dogajajo tudi srčne spremembe. Vabljeni k ogledu vseh naših prispevkov. Veterinarski inženirik na Bergu iz Moravskih Toplic je najstarejša zasebna veterinarska ambulanta v Prekmurju. Opravljajo vso preventivo, zdravljenje in kirurške posege tako pri malih, kakor tudi pri velikih živalih. Imajo svoj lastni dobro opremljen laboratorij, ultrazvok in rentgen. Posebnost veterinarske ambulante pa je kombinacija klasične in alternativne veterine, kot sta bioresonanca in homeopatija. S tem povečujejo možnost uspešne preventive in zdravljenja živali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota ponujajo ELISA teste za ugotavljanje brejosti iz vzorcev mleka, ki delujejo na principu ugotavljanja prisotnosti specifičnih beljakovin, ki jih izloča posteljica v času brejosti. Test je enostaven, hiter, zanesljiv, higienski in ni naporen za žival, kot tudi ne za tistega, ki vzorce jemlje. Vzorce lahko odvzamete in pošljete sami, ali pa zato zaprosite sodelavce kontrolne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda ob izvajanju mlečne kontrole. Veterina Škarica je sodobno opremljena veterinarska ambulanta v Murski Soboti, kjer so združili moči veterinarji z bogatim znanjem in izkušnjami na področju zdravljenja malih in velikih živali. Njihove storitve obsegajo diagnostiko, endoskopijo, lasersko kirurgijo, zobozdravstvene posege, operacije mehkih in trdih tkiv. Pri njih lahko uredite vakcinacijo, čipiranje, registracijo psov in drugih hišnih ljubljenčkov, izberete dietno hrano ter razne pripomočke. Posebej so specializirani tudi za zdravljenje konjev. Drži. Ob nezgodi vam pripadajo pomoč na domu in prevozi na kontrolne preglede. Pokličite tudi vi na 080 81 10. Center zdravje AS. Nova storitev za zdravstvene zavarovance. Adriatic Slovenica. V povezavi z prejšnjo oddajo, ko smo delali toaleto na kužku, moram še povedati, da vsake toalete ne delamo pod pomirjevalom, samo pri takih kužkih, ko je kakšna patologija, ali pa pri takih, ko enostavno ne pustijo drugačnega obravnavanja. No, tu imamo pa tokrat muco, ki ima tudi kožne probleme in povezavi ravno z toaleto bi povedala, da seveda, kadar pobrijemo ali postrižemo muco ali kužka, takrat tudi vidimo, kaj se na koži dogaja. V tem letnem času, ko je vročina, se največkrat na koži pojavljajo razni paraziti, kot so recimo bolhe in potem se začnejo seveda muce ali kužki praskati, si naredijo obsežne rane. In kadar je pes recimo dolgodlaki pes postrižen, tudi hitro ugotovimo, ali ima te parazite na koži ali ne. Seveda v takem primeru damo ampulico, da preprečimo, potem pobijemo bolhe in preprečimo njihovo razmnoževanje. Nažalost je bolha tudi prenašalec jajčeca trakulje in s tem potem tudi živali omogočimo, da se reši tudi teh zajedalcev. Se pravi, damo tabletko proti notranjim zajedalcem hkrati ali pa injekcijo proti notranjim zajedalcem in žival lahko popolnoma zaščitimo. Poleg bolh in praskanja seveda se pojavljajo tudi še razne alergije na koži, alergije zaradi
zaradi spremembe šampona, recimo spremembe okolja, kot so recimo kemikalije, s katerimi čistimo njihovo ležišče. Kužki in muce so lahko alergični tudi na te vrste pralnih praškov, potem uporaba neprimernih šamponov, sprememba pri prehrani in različne, pravim, alergije več vrst, zato je težko govoriti zdaj, mogoče v kakšni od naslednjih oddaj povemo še kaj več o samih alergijah. Se pravi, alergije same povzročajo srbenje in srbenje povzroča praskanje. In kadar se žival razpraska, pomeni to, da si kožo načne, in ko kožo načne, je prosta pot bakterijam, da vdro noter v največji organ v telesu. To je koža. In kaj to pomeni? Na koži se pa ves čas nahajajo različne bakterije in v tem letnem času, kot je zdaj vroče, vlažno, odprta koža, so najbolj ugodni pogoji za razmnoževanje teh bakterij. Pravimo jim biogene bakterije, ki naredijo vnetje na površini kože, koža postane vlažna in to opažamo kot ekcem ali temu pravimo tudi hotspot, vroče zaplate. Se pravi, v teh primerih na tem mestu odpade dlaka, če pa ni še, moramo postrižiti to dlako, jo obdelati primerno z primernimi razkužili in pa seveda obdelati z primernimi antibiotiki tudi, morda dodamo kakšen terapevtski šampon in podobno. Kaj pa lahko najdemo? Lahko najdemo tudi poleg bolh še kakšnega klopa. Vemo pa, da se klopov v tem letnem času zelo bojimo, saj tudi oni prenašajo razne bolezni, o katerih lahko tudi v kateri od naslednjih oddaj povemo kaj več, ker bolezni klopov so pri nas na žalost pa precej razširjene. Kaj bi še rada povedala je, da je potrebno za žival pravi čas poskrbeti, preventivno, se pravi nekaj ukrepati, ko pa že pride do problema. Seveda je takšno zdravljenje tudi dalj časa trajajoče, dolgotrajno in tudi drago. Zato je toliko bolj potrebno paziti na kožušček, opazovati, kaj se na živalih dogaja, poskušati doma tudi razčesati. Ne samo to, da bo postrižena žival in negovana žival, večje veselje lastniku živali, ne bo toliko dlake po stanovanju in seveda ti vozli, ki se naredijo na kožuhu, vlečejo, bolijo in že iz tega razloga se začnejo tudi živali potem grist po tačkah, ne? In seveda pod tistimi bunkicami najdemo poleg kakšnih zajedalcev še kožne pršice, to so garjevci, ki se nemoteno razmnožujejo pod temi bunkicami in mi to seveda kot lastnik tega ne opazimo, dokler tako dlako ne odstranimo. Se pravi, najpogostejša patologija so zdaj zunanji zajedalci, kožni zajedalci, kot so garjevci, in pa zajedalci in pa poškodbe, ki jih povzročajo vse te živali. Najprej se posumi, kdo je kri v urini, sumiš pač, ali gre za vnetje mehura, ali gre za vnetje prostate, ali lahko tudi kakšne problemi z ledvicami. Mi smo naredili vse preiskave, nikjer nič, vse je bilo normalno. Z ultrazvokom smo zaznali malo preveliko odziv, ko se nekaj dogaja mehuru. Smo pa naredili slikanje z kontrastom in smo našli notri en kamen pa ene polipe. Za te polipe nismo znali, če so tumorozne, če so maligne ali so benigne. Te smo se pač strinjali, smo se zmenili za operacijo. Pri operaciji smo ugotovili kamne notri sečne plus en tumor, ker pa na srečo ni bil maligen. Ta del mehura smo odstranili, pa je bilo vse v redu, tako 14 dni se mi zdi. Po 14 dni spet začel krvaveti. Problem je potem, ker je sečnici šlo še en kamen notri, ker je pa razrezal sečnico.
In smo še enkrat ga mogli operirati, pa mu narediti en odvod pred penisom, ker psi imajo v penisi kost, ne, in se je ta kamen zagozdil pred kostjo. In smo mogli narediti tam eno odprtino, tako da v bistvu urinira pred penisom, s trajno odprtino. Ja, zdaj, če ugotovimo tumor v sečnem mehurju, ponavadi ta del odstranimo, ki je tumorozno prizadet, samo je pa mehurje malo zakompliciran, kar se tega tiče, ker zaradi sečovodov, ki prihajajo v tumor, če so prizadeti sečovodi, tega ne moreš odstraniti. In ponavadi odstranimo tisti del, ki lahko odstranimo, pa pošljemo na histologijo v Ljubljano, kjer nam pa pač dajo naslednje podatke, kakšne celice so, kakšen tumor je, kako invaziven je. V bistvu na ta način dobiš neko prognozo, lahko lastniku razložiš, bo v redu, lahko se bo razširilo. V tem primeru je bilo kar dobro, ker ni bil pač maligen tumor. V bistvu so bile samo ene sekundarne zbrsti zaradi kamnov v mehurju. Tumori so v bistvu, po mojem se še večinoma to genetska etiologija. Kar se tiče tega primera, je pa res, to so nastajali kamni. Preventiva je pa prehrana, ustrezna prehrana, da ne pride do nastajanja sečnih kamnov. Tu pa je preventivna, kar v redu lahko. Zdaj, če mi ugotovimo, da se poveča količina kristalov v urinu, takrat predlagamo to so posebne dietne hrane, zdaj odvisno kateri kristali so, ali so zdravitelji, ali so oksalati, pač priporočam tista hrana, ki preprečuje nastajanje teh kamnov v mehurju. Kar se tiče prehrane, smo prehrano menjali. Ja. Toliko, ko veš, nizki protein, pa nizki fosfor, nobene soli, nič. Ja, pa tudi sama si več zbira, ne? Še tiče energije je okej. No, za Trinity moram povedati, že 1 leto nazaj je imela težave z lulanjem. V bistvu mi je lulala kri in malo je bilo nažalost vse bolj boleče in boleče z časom, ne? Pol pa sem hodila 2-krat tam v Nemčiji na preglede in niso nič našli. In pol je tako bilo kritično enega božiča, ko sem prišla v Slovenijo, da sem šla gospodu Škarici, kateri je že operiral njeno nogico prej in mu zelo zaupamo, ker je res rešil življenje že prej tudi. In je takoj on povedal, to je nekaj noter, to moramo nekaj pogledati, z ultrazvokom smo pogledali, z rentgenom smo pogledali, meni se zdi, urin smo pregledala, kri smo pregledali, smo ugotovila, da je neki tumor, da je neki tumor noter. In pol seveda, ko je gospod Škarica odprl, je pol videl, da je pač po kontroli, po 1 mesecu smo dobili nazaj tudi, da je nažalost karcinogeno. Tako da smo menjali prehrano za Trinity. Gospod Škarica predlagal, da proteine zmanjšamo, tako da zdaj smo v bistvu bolj na zelenjavi, krompirju, žitu. Zelo rada ima brstični ohrovt, brokoli, te zadeve. Hvala Bogu, da ima koruzo zelo rada, to je edino, ne moremo jo staviti, non-stop bi samo koruzo jedla. Tako, kar se tiče stanja po operaciji, moram povedati, zdaj že 6-7 mesecev več, 7 mesecev, ja, to je bilo za novo leto nekje. Še vedno ima težave z uhajanjem urina, čist malo, tako 1 uro zdrži, vsako uro jo moram ven pelati. Ampak večinoma je v redu. Kar se tiče počutja, je ona super polna energije, plava v ledovi, veseli se, skužek se preganja. Tako da mislim, da bi moglo biti okej. Edino je zdaj malo strah, pa se trese. Aha, stara bo zdaj oktobra nekje 9 let. Ne vemo, zaradi tega, ker je posvojena za zavetišče.
Zdaj poletnem času je dosti zavrženih mačk, predvsem mačjih mladičev. Dobivamo pogosto klice za najdene mačke, tako da če najdejo mačke, mladiče, ni mus, da je zapuščena, vsaka taka mačka malo zapuščena. Čist možno, da je kje mama mačka v bližini in je fajn, da odnesemo mačko, mislim, mala mačka gre, mačji mladič gre v zavetišče, mama mačka pa je kje v bližini. Tako da bi prvo malo povprašali okrog, od koga so, če je kje mama mačka. Potem velikokrat se tudi mačke odpeljajo, mačji mladiči odpeljali z avtom. To se zelo pogosto dogaja. Mačke gredo iskat senco pod avte, po zimi se tam spet toploto iščejo in potem se nehote z avtom odpeljajo. Tako pred trgovskimi centri, pa to se najdejo mačke, so sigurno bile prepeljane z avtom. Tako da, če vidite mačko na vašem dvorišču, če vidijo, malo premisliti, kje so bili ali kdo je bil pri njih, da je mogoče mačko nehote k njim pripeljal. Drugače pa te zavržene, najdene mačke potem gredo v zavetišče, kličejo tudi nas, jih usmerimo, da pokličejo v zavetišče, kar je sicer kratkotrajna rešitev, zavetišče ni dolgoročna rešitev, rešitev, da se vse to nekako uredi, da ni teh zavrženih, najdenih, so seveda sterilizacija, kastracija. Zdaj bo spet takšen čas, sicer je to ni več tako, da bi mačke kotile na spomlad pa jesen. To se dogaja že večinoma čez celo leto, ampak spet bo mogoče malo več kotitev bo zdaj, da bodo mačke breje spet v jesenskem času. Zato bi zdaj apelirala na vse lastnike živali, da sterilizirajo svoje mačke. Predstavlja to tisti trenutek, je to en strošek, ampak vseeno ne bo več problemov, kam z mladiči jih oddajati, ker ni enostavno najti dobrih domov, tudi pobijati, ne samo, da je kaznivo, še bolj nehumano, ni rešitev, da male mačke pobijejo, ker se mama mačka je nekaj dni v šoku, potem si opomore in se spet ponovno začne ciklus gonitve in spet ponovno, ne vem, jaz mislim, da se tudi lastniki, ljudje ne morejo dobro počutiti potem, ko ubijajo mačjega mladiča ali pa če ga kam odpeljejo, tako da sterilizacija. Pa kastracija tudi mačke je potrebno kastrirati, ne samo zato, da ne oplujujejo mačk, ampak tudi zato, ker se času gonitve ni ugrizov, se ne potepajo toliko, ne pretepajo, ker potem s temi ugrizi, s pretepanjem pride do mačjih bolezni, se prenašajo mačje bolezni, mačji AIDS, mačja levkoza, kar so neozdravljive bolezni. In potem, če mačke imajo sterilizirane, mačke niso kastrirane, z ugrizi prenašajo bolezni, pa prenesajo še na mačke. Ja, nahajamo se na osvajalnem centru za plemenske merjasce Bakovci, ki je v lasti Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota kot ena dislocirana enota, ki je namenjena izključno proizvodnji in prodaji sveže konzerviranega merjaščega semena. Se pravi, to seme je obstojno do 5 dni. Zato je tudi pomembno, ker to gre za živo stvar, ki ni zamržena, ki je živa in je zato treba primerno z njo tudi ravnati. Naj povem, da je ta center dela že dobre 20 let, vsem tem času je rastel, glede števila živali, kvalitete, same proizvodnje, priprave merjaščevega semena, kot tudi upoštevanje strogih veterinarsko-sanitarnih meril, ki so na nivoju Evropa, in zaradi tega je ta osvajalni center dobil tudi svojo evropsko registrsko številko, tako da lahko dejansko mi prodajamo to merjaščevo seme po celi Evropi. Se pravi, odvzemi semena potekajo vsak dan, če je rejec naroči oziroma veterinarska organizacija zjutraj, seme dobi isti dan po celi Sloveniji, kar se mi zdi zelo pomembno. Se pravi, da ta distribucija poteka preko hitre pošte, poteka potem
preko veterinarskih organizacij in pa rejci, ki imajo za to koncesijo, pa se lahko tudi sami dvignejo seme, se pravi na podlagi pogodbenega odnosa in pa koncesije. Naj povem, da mi ponujamo 8 genotipov, 8 različnih pasem živali, tako da lahko zadovoljimo vse potrebe teh naših rejcev. Osnovni dve pasmi, tako imenovani maternalni pasmi, sta linija 11, se pravi, to je slovenski Landras in pa slovenski veliki beli prašič, to je linija 22. Se pravi, zdaj sem že omenil 2 genotipa, potem zdaj gremo na terminalne pasme. Imamo Duroka, potem imamo Pietrena, ki se največ uporablja, potem pa še imamo linijo 55, slovenska Landras, linija 55, to pa bolj kupujejo z Dolenjskega. Potem naslednji imamo 2 hibrida, to pa je naš slovenski produkt. Opet gre za terminalne pasme, gre za hibrid 54, kombinacijo Pietrena in nemškega Landrasa. Sem nekako dvignemo samo kvaliteto pri potomcih mesa, kot če bi imeli gor samo Pietrena, in pa hibrid 43, to pa zdaj nekaj novega, ki se uvaja, to pa gre za kombinacijo med Pietrenom in pa Durokom. Pa še naslednji, zadnji genotip, ki imamo, to pa avtohtona naša pasma, krško-poljski prašič, ki pa je izredno porastu, predvsem na ekoloških kmetijah, vrtičkar in tako dalje. Tako da ni vseeno, kaj rejci naročijo. Se pravi, če govorim poenostavljeno, pa da ponovim, 12-krat terminalna pasma. Če pa imamo doma žival, ki ne vemo, kaj je, pa je bolj mesnata, potem naročimo opet lahko neko maternalno pasmo, se pravi, da mi dosežemo ta heterozis efekt, da čim več od te živali tudi dobimo, oziroma če imamo doma neko pisano svinjo, to opet ni 12-tica, to ni pravo, potem vzamemo nekaj belega gor, nekaj tretjega, da pač dobimo čim več od tega, kar bi mi želeli. Čeprav to ni v skladu z našim selekcijskim programom, to ni prav, ampak rejci se navajajo, stvari grejo na boljše, tako da 12-21 živali, ki jih mi želimo. Seveda, mi sodelujemo s selekcijsko službo našega zavoda, kako tudi z biotehnično fakulteto. Živali imamo domače, z naše rejskih središč in iz tujine. Iz tujine zato, ker jih pri nas mogoče nekateri pase ni za dobiti ali pa jih trenutno ni, oziroma za osveževanje krvi. Pa še eno zadevo bi tukaj rad poudaril, nabava in skladiščenje semena. Uvodoma se reka, da je to živa stvar in kot tako tudi treba z njo ravnati. Seme je občutljivo na temperaturo. Se pravi, ko pridejo rejci sem, morajo imeti obvezno neko škatlo, stiroporovo škatlo, kartonsko škatlo, izolirano škatlo, klimabox. Seme mora biti na temperaturi optimalne 17, ampak dovoljeno tudi 15 do 20, v tem razponu in pa v temi. Ultravijolična svetloba, tudi druga svetloba, seme, semenčice ubija. In če mi seveda to upoštevamo, lahko pričakujemo tudi boljše rezultate. Ljudje če dalje več semenijo, ali pa 90% rejcev že umetno semeni, kaj ti rezultati z umetnim semenovanjem so glih tako dobri ali pa boljši, seveda, če vse to mi upoštevamo, če se držimo vseh pravil. Seveda teh pravil je ogromno, ampak zato bi rabili bistveno več časa, rejci imajo za to izobraževanja, imajo tečaje, tako seveda te tečaje so tudi obnovitveni, se kaj ponovi, tudi rejcem poudarja, zato ker vsi želimo, tako rejec kot mi, ki to prodajamo, da so rezultati dobri, potem smo pa seveda vsi zadovoljni. Ta enota ima hlev z 2 oddelkoma, kjer so notri živali z svojo kvadraturo, ki je predpisana po pravilniku, z izpusti, vse zaradi ugodnega počutja, so na slami, dobijo seno, poleti, ko je bila vročina, smo pršili, smo hladili živali, kajti temperatura zelo negativno vpliva na samo spermiogenezo, na proizvodnjo semenč, in to se odraža potem z zamikom tam 50-60 dni. In seveda mi to vidimo, ekolat ni dobrega zavržamo, tisti, ki umetno semenijo, naravno semenijo, tega ne vidijo in imajo pregone, mi to lažje. Tudi povem, da se seveda v tem času, ko smo zdaj, ko je zamik po temperaturi 50-60 dni, da najdemo zmes ekolate, ki so neprimerne za tržišče, tako da mi potem seveda to zavržemo in pa gremo drugega vzema. Ja, tako da nek standard te živali, neko ugodje imajo, se pravi, živali morajo biti zdrave, seveda so pod stalnim veterinarskim nadzorom, živali so zdrave, čim bolj ugodno in seveda, če se dobro živali počutijo, če so zdrave, lahko dajo tudi kvalitetnejše seme in to je seveda nam interesu.
na psovanje je v bistvu to, da mali psi čim prej pridejo v društvo in da se naučijo najprej socializacije. Vedno, ko imamo pse, imamo enega psa doma, ne? In problem nastane, ko pes ni več potem družabe, ne? V društvih, vseh društvih sreča večinoma psov, njemi primerne starosti in potem je njegova socializacija lažja, kot če ga vi učite sami doma. Prvo izobraževanje psov je, ko psi pridejo k nam, da se podružijo, potem rahlo začnemo z njimi delati osnove šolanja. Osnova šolanja je, prva vaja je glej. Ko pes dobi nagrado, ko pogleda lastnika psa. To je ena osnovnih vaj, ki je zelo težka, težko naučljiva, ampak ko to pes skapira, je to lažje zaučiti. Ko ti hodiš potem s pesom naprej, pes te non-stop gor gleda in lažje je šola učenja naprej, ne? Zdaj, če tako malo pogledamo, to so najmanjša skupina, vsi so nekje stari, bomo rekel, od 5 mesecev naprej, pogledajte, kaj jih učijo, glej, poleg, ampak psi so še vedno nebogljeni, še vedno ne vejo, kaj bi želeli mi z njimi. Ampak s časoma pes dojame, glej, poleg, gre vedno pes s tabo, ne? In tu tudi pes sreča vse svoje vrstnike. Pomembno je to, nikoli ne moremo reči, moj pas je pasemski ali ni pasemski. Vsi psi so primerni za učenje. Ene pasme so zelo, ko bom celo rekel, ko so priporočljive, ne vem, nemški ovčar. Vse delovne pasme, ko kupite psa, ko je delovna pasma, zelo vam priporočujem, da jih pripeljete v vsa društva, najbližje društvo ali pa, ne vem, po izbiri, vaše izbiri, da jih pripeljete, da se samo oni malo socializirajo, da vam tudi lažje naprej v vašem pasjem učenju, ne. Vsak pes rabi eno učenje. To je glih tako, če bi gledali, kad ne bo otrok šel v šolo. Tudi ne bo vedel, kaj je 1+1, ne. Tudi pes ne ve, kaj je 1+1. Zato smo mi v društvi, kaj jim povemo, kaj je 1+1 in potem gremo z učenjem naprej. Največji problem pri vseh šolanjih psov je lastnik. Vsak lastnik, ki še ni imel do zdaj psa, to ne more dojeti, kaj se lahko tu nauči. Lastnik psa lahko samo izobražuje, ne more ga pa naučiti. Naučimo ga lahko mi tu, v vseh društvih, ne glede na katero društvo bomo to gledali. Stoka v društvih gremo po enem, ne bom zdaj rekel po nekej formuli, ampak gre po nekem sistemu, ki naučimo tudi lastnika psov, kaj je prehrana, kaj je sprehod, kaj je vse, kar pripada nadaljnjemu pesjemu šolanju. Pes, ki je sam doma, ne? On ima društvo človeka, nima pa društva svojih vrstnikov, pasjih vrstnikov. Tu pa sreča svoje pasje vrstnike in s temi pasje vrstniki se tudi dostikrat poigra, pošpila, po domače povedano. Doživi slabe izkušnje, doživi dobre izkušnje. Razlike med hišnimi ljubljenčki in drugimi živali naj bodo čim manjše. Zato, dragi gledalci, srečno čez 14 dni.
Veterinarski inženirji Knabergoj iz Moravskih Toplic je najstarejša zasebna veterinarska ambulanta v Prekmurju. Opravljajo vso preventivo, zdravljenje in kirurške posege tako pri malih, kakor tudi pri velikih živalih. Imajo svoj lastni dobro opremljen laboratorij, ultrazvok in rentgen. Posebnost veterinarske ambulante pa je kombinacija klasične in alternativne veterine, kot sta bioresonanca in homeopatija. S tem povečujejo možnost uspešne preventive in zdravljenja živali. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota ponujajo ELISA teste za ugotavljanje brejosti iz vzorcev mleka, ki delujejo na principu ugotavljanja prisotnosti specifičnih beljakovin, ki jih izloča posteljica v času brejosti. Test je enostaven, hiter, zanesljiv, higienski in ni naporen za žival, kot tudi ne za tistega, ki vzorce jemlje. Vzorce lahko odvzamete in pošljete sami, ali pa zato zaprosite sodelavce kontrolne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda ob izvajanju mlečne kontrole. Veterina Škarica je sodobno opremljena veterinarska ambulanta v Murski Soboti, kjer so združili moči veterinarji z bogatim znanjem in izkušnjami na področju zdravljenja malih in velikih živali. Njihove storitve obsegajo diagnostiko, endoskopijo, lasersko kirurgijo, zobozdravstvene posege, operacije mehkih in trdih tkiv. Pri njih lahko uredite vakcinacijo, čipiranje, registracijo psov in drugih hišnih ljubljenčkov, izberete dietno hrano ter razne pripomočke. Posebej so specializirani tudi za zdravljenje konjev. Drži. Ob nezgodi vam pripadajo pomoč na domu in prevozi na kontrolne preglede. Pokličite tudi vi na 080 81 10. Center zdravje AS. Nova storitev za zdravstvene zavarovance. Adriatic Slovenica.